Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Kidričevem, kjer se bo kmalu začela tekma 18. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach v Šumi. Bodo nogometaši Aluminija gostili Domžalčane, ki bodo prvič po več kot 5 letih skušali priti do četrte zaporedne zmage med slovensko elito. Bobarič do žoge, znova je razrečena obramba Aluminija, Topalovič lepo se znebil žoge, Pišek za Krstovskega in tole deluje mikavno za Domžale. Mario Krstovski, ob njem je Zelkovič. Krstovski, odličen poskus in gol! Mario Krstovski, 15. minuta srečanja, Domžalčani vodijo z 1-0. Na drugi zaporedni tekmi je zadel napadalec iz Severne Makedonije, ki je zdaj pri 6 golih in je skočil na drugo mesto na listi strelcev. Domžalčani pa so gol dosegli na 8. zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih. Fenomenalna akcija, Krstovski pa se je znašel podobno kot na tekmi z Radomljami. Takrat je na zadnjo plat spravil Prpiča, tokrat pa je opravil z Aleksandrom Zelkovičem. Mrežo ohrani nedotaknjeno, lepa poteza na sredini igrišča. Topalovič je v ogenj poslal Daniela Šturma, Šturam in gol! Zakon bivšega, Domžalčani so podvojili prednost. 29. minuta srečanja, Kosičeva četa ima oprijemljivo prednost. Fantastičen zaključek Daniela Šturma. To je njegov prvi gol po septembru, ko je zadel prav proti bivšemu delodajalcu Aluminiju. In rumena družina se torej veseli prednosti z 2-0. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Res fantastična poteza Luke Topaloviča. Vnovič zelo agresivno, Markuš do žoge, Topalovič proti Danielu Šturmu. Ta kombinacija je danes že pičila in skoraj da bi ponovno Pridgar sicer tokrat na mestu. Pečnik. No, tole bi lahko bilo nevarno. Na vrhu liste sicer Rui Pedro, nogometaš Olimpije, tole pa je nova priložnost za Domžale. In kakšen gol! 3-0 vodi rumena družina. Daniel Šturam s fantastično potezo, ponovno po podaji Luke Topaloviča. Septembra je torej Šturam na zadnjem meril polno, danes pa že dvakrat premagal Pridgarja, ne hladi cevi, torej Daniel Šturam, ki je tako prišel do svojega 5. zadetka v letošnji sezoni. Pišek na levo, Šturam nazaj do Piška, Jošt Pišek, dober poskus. Sta se seveda preselila pred brata Tratnika, Sandro Jovanovič. Tole je dobra poda, priložnost in prečka. Jošt Pišek. Priložnost za Domžale in gol. 4-0, dokončno so upi Aluminija ugasnili. Belmin Bobarič do svojega prvenca v prvi slovenski nogometni ligi. 5 tekem je začel v tej sezoni pred tem obračunom in kar 4-krat so Domžalčani na teh tekmah prišli do popolnega izkupička. Tudi danes bodo. Jošt Pišek je podal kazenski prostor. Domžalčani pa gredo zdaj v enega izmed zadnjih napadov na tej tekmi. Daniel Šturam. Džapo, lepa kombinacija. Šturam ima priložnost za hat-trick, uspelo mu je. Daniel Šturam, bum, je naredilo v mreži Aluminija. Petarda je počila, Daniel Šturam pa do svojega 3. zadetka na tej tekmi. 6. gol zanj v tej sezoni, 4 je dosegel proti bivšemu klubu, proti Aluminiju. Veselijo se nogometaši Domžal. Atmosfera je seveda zdaj res na visoki ravni, močno so dvignili krivuljo Ravbari in veselili se bodo visoke zmage. Robert Pevnik, danes smo vsekakor pričakovali bolj izenačen boj. Kaj je šlo narobe? Pa enostavno mislim, da nismo šli slabo tekmo. Niti fantim, nimam tudi, če je bilo 5-0, kaj očitati za borbenost.
Lahko pa očitam nekaterim igralcem, da se niso držali taktičnih elementov, ki smo delali pred tekmo. Na tak način smo dobili hitro 3 gole. Potem se pa z Domžaljem težko vrniti, ker imajo odlične, hitre igralce. Enostavno bili so odlični v realizaciji, bili so odlični v tranziciji in čestitam jim za to zmago. Mi pa moramo dati glave skupaj, čez 3 dni je nova tekma in da popravimo, ne bom rekel, da se fante niso borili, ampak da popravimo te ideje v obrambi pa da razveselimo svoje navijače. Ja, naslednjo tekmo boste odigrali proti Celju, 4 točke ste iztržili proti Grofom na 2 tekmah v tej sezoni. Kaj posebnega pripravljate za naslednji obračun? Prvo moramo tole čim prej glavo skup dati. Rekli ste, da smo jim že vzeli 4 točke, Grofe bojo prišli hudi, sam vem, kaj nas čaka, ampak moramo igrati bolj pametno, moramo se držati načrta in tudi potem lahko pridemo. To nas vodi celo sezono, da se držimo taktičnega načrta, da ne izpadamo, da igramo za ekipo in to nas krasi. Danes nas to ni, zgodi se tudi to, ni tragedija, tako da verjamem, da bomo s Celjem maksimalno pripravljeni. Hvala. Dušan Kosič, pred tekmo sva se pogovarjala, da bodo razmere danes tudi zelo pomemben faktor. Zdi se, da ste se vi zelo dobro prilagodili, bili ste pragmatični in prišli do zelo suverene zmage. Ja, mislim, da smo danes zasluženo zmagali. Fantje so od prvega do zadnjega disciplinirano odigrali tiste priložnosti, ki smo si jih ustvarjali, smo jih uspeli realizirati in smo veseli. 4. zaporedna zmaga, verjetno so zdaj tudi ambicije malce narasle. Zavedamo se, da smo v redu, ampak zavedamo se isto, da nas bojo tudi Mura in Bravo, da se bojo pripravili na nas in kot sem že prejšnji teden povedal, si želimo, da tak obraz čim večkrat pokažemo. Zdaj imate v svojih vrstah 2 nogometaša, ki sta na 2. mestu na lestvici strelcev. Danes je zadev najprej Krstovski, hat-trick je potem dosegel Daniel Šturam. 6 zadetkov z njegove strani v prvenstvu, 2/3 pa jih je dal proti bivšemu klubu Aluminiju. Kako to, da mu gre proti bivšemu klubu tako dobro? Ja, dobro tekmo je imel danes, izkoristil je tisto, kar se mu je ponudilo in zopet pravim, želim si čim večkrat, da bomo kot ekipa tako obraz pokazali, bili smo učinkoviti in enostavni in čestitke fantom. Hvala. Aleksander Zelkovič, danes niste uspeli parirati Domžalčanom. Kaj je šlo po vašem mnenju narobe? Pa mislim, da smo dobro štartali tekmo, pol pa nas je malo gol presekal iz kontre, iz naše prekinitve. Z ekipo smo dobro odreagirali, probali smo igrati, se vrniti v igro, dobili smo spet nek hiter gol. Ne vem, pride taka tekma, gremo dalje, skupaj bomo dali glave, pa sreča, da je takoj nova tekma. Pred obračunom s Celjem ste torej vseeno optimistični? Pa seveda, mi smo pred vsakim obračunom optimistični. Na nasprotnika se bomo normalno pripravili, pa gremo na zmago. Hvala. Belmin Bobarič, iskrene čestitke za suvereno zmago in pa za prvenec. V tej sezoni si začel 6 tekem, na kar 5 pa so Domžalčani prišli do zmage. Verjetno ti še toliko bolj pomeni to slavje, ker si podkrepil predstavo tudi z zadetkom. Hvala najprej. Veliko pomeni, forma se dviguje, igralci, ki smo neizkušeni še toliko, dobivamo na samozavesti, dobivamo te izkušnje in zelo pomembno je, da zmagujemo, da smo prišli v ta niz in želimo si nadaljevati tako do konca sezone in to je to. Hvala.